Pozdravljeni, mladi gledalci in gledalke, dragi učitelji, učiteljice, vzgojitelji, vzgojiteljice. Karitas že 18. leto zapored vabi, da se skupaj pogovorimo o akciji Pokloni zvezek, ki želi zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene otroke ter odgovoriti na vprašanje, kako najbolje pomagati nekomu v stiski. Danes bova skupaj z vami iskala odgovor jaz, Žiga in Pika. Zvezek ni zrezek, pa čeprav se včasih na njem pojavi tudi kakšna kaplja omake. Zvezek je osnova, je temelj, kamor zapisujete svoje misli, dejanja, besede, umetnosti, navsezadnje tudi učno snov. Ko poklonite zvezek, ne poklonite samo platnic in listov. Ste se kdaj vprašali, kaj pravzaprav povezuje vaš razred, kaj daje življenje vaši šoli, vaši skupini? To ste vi. Vi ste srce tega zapletenega organizma, tega bitja, brez katerega ne more preživeti. Kaj pa pravzaprav pomeni biti srce? Solidarnost pomeni podpiranje, sodelovanje, povezanost. To pomeni, da če nekomu med poukom podpiram glavo, da lahko drema, sva povezana in sodelujeva. Ne čisto tako, Pika. Solidarnost je malce bolj zapletena. Ja, pomeni, da nekomu pomagaš, ampak na malce bolj drugačen način. Eden izmed teh načinov je recimo pomoč pri učni snovi. Primer. Mnogi imajo težave pri matematiki. Če nam je snov bolj domača, zakaj ne bi pomagali sošolcu ter jo razložili? Koliko je 1 plus 1? Ja, pa sej to je čisto enostavno. Glej, lahko na roko preštejem. 1 plus 1 je 5. Ne, Pika, poglejva, kje se je zalomilo. Štela si besede, ne številk. Poglej, če imaš 1 ter 1, koliko imaš? 2. Odlično, Pika. Solidarnost pa ne pomeni zgolj pomoč pri učenju. Lahko je tudi čustvena. Če opazite, da se kdo ne počuti dobro, ga potolažite. Mogoče koga pogreša, mogoče je bil zadnji izbran pri ekipni igri, mogoče je prejel slabo novico, primerov je veliko. A pri vsakem pomaga tolažba. Bodite srce svoje šole. Poklonite zvezek, bodite solidarni. To je želva. Želva ni učni pripomoček. Je pa učni pripomoček zvezek. Bodite srce svoje šole. Poklonite zvezek in bodite radodarni. Radodarnost pa ni nujno materialna. Da, z akcijo Pokloni zvezek je Karitas v 18 letih zbral več kot 440 tisoč zvezkov in več kot 4 tisoč kosov drugih šolskih potrebščin. A radodarnost se lahko izrazi tudi na drugačen način. Že samo z lepo besedo. Ne bojte se spodbuditi in pohvaliti svojega sošolca ali sošolke, ter nikar ne pozabite na svoje učitelje, kuharice, hišnike. Brez njih srce šole ne bi bilo. Lepa beseda vedno lepo mesto najde. Tako je, beseda ni konj. Torej, zvezek je učni pripomoček. Lahko pa je tudi mučni pripomoček. Kic. Veš, ko se takole pogovarjava, res začenjam ceniti, kaj vse zmore en ta črtast zvezek. Prav imaš, Pika, ampak, dragi vsi, pri vsej tej dobrodelnosti nikakor ne smete pozabiti tudi nase. Bodite srce svoje šole, poklonite zvezek in predvsem cenite tudi samega sebe. Vse se začne z vami. Dobro delo lahko v drugem sproži novo dobro delo in to spet novo dobro delo, ki kot nek val preplavi vse nas.
A če želimo ustvariti nekaj tako neverjetnega, moramo najprej znati ceniti samega sebe. Mogoče, saj vem, da se morda sliši malce hecno, ampak preden odidete od doma, se poglejte v ogledalo, se nasmejte in se pozdravite. Ja, jaz se tudi vsako jutro gledam v ogledalu, ko si pletem kitke, pa ko si umivam zobe z nutelo in čisto vsak dan iznajdem en nov izraz na obrazu. No, seveda, tudi to je zelo pomembno, Pika, ampak mislil sem malo bolj v smislu tega, da si daš poguma in veselje. Poglej se v ogledalo in reci, danes pa dobro izgledaš. Ali pa današnji test iz slovenščine ti bo šel odlično. Že takšna malenkost lahko pomaga pri tem, da čim bolje opravite svoje delo, ter ste pripravljeni svojo dobro voljo, dobro dela deliti naprej. Vsak zvezek je drugačen. Zavedati se je potrebno, da imamo nekateri nove zvezke, nekateri stare zvezke, nekateri bolj bleščičaste, spet drugi bolj navadne. Ampak popolnoma je normalno, da radi izpostavimo svojo izjemnost, unikatnost, svoje talente. Vseeno pa ne pozabite, zmernost je lepa čednost. Bodite srce svoje šole, poklonite zvezek in poskrbite za enakost. Zmernost je lepa čednost. A to pomeni, da bom zmeraj čedna? Ne, Pika, mislim, zagotovo boš vedno čedna, ampak v mislih sem imel nekaj drugega. Glej, ti bom raje pokazal. Zdaj sem kapitan Gatnik. Tralala! Kdo ne pozna kapitana Gatnika? In čeprav je njegova oprava malce drugačna, je pravi junak. Ne sodite svojih vrstnikov le po njihovih predmetih, oblekah ali veščinah. Vsi smo si zelo podobni, v željah in prav tako telesno. Lahko bi rekli, da smo si enaki. Tako je, vsi spodaj nosimo gate. Tako, prelistali smo do zadnje strani v našem zvezku. Zdaj veste, kako biti srce svoje šole. Da pa bo vse potekalo kot po maslu za palačinke pri zbiranju zvezkov, kje, kako in kdaj, pa vam bodo pomagali učitelji. A ja, pa še to, poglejte, kaj sem narisala. Kaj pa zdaj? Ja, tako kot ti, bodo tudi vsi otroci prejeli še takšno razglednico, v katero zapišite sporočilo, misel pozdrav ali narišite kakšno risbo za skritega prijatelja v stiski, ki bo zvezek prejel. Razglednico nato vložite v darovani zvezek, misli pa lahko tudi skupaj preberete pred celim razredom. Bodite srce svoje šole, poklonite zvezek.